Zdaj, če bi lahko dal par teh nasvetov, kako učiš ti na teh delavnicah, kako neke osnovne stvari, ki lahko nekdo začne, se pravi, kako naj diha pravilno, da bo izboljšal svoje dobro počutje. Pustimo performance, bomo šli malo kasneje na to, ampak recimo zdaj za začetek, smo povedali pomen dihanja, pa mehaniko, pa kako je tvoj osebni pristop, kaj pa so recimo zdaj neke splošne stvari, če bi lahko dal neke splošne nasvete, ker lahko recimo poslušalec, ki zdaj posluša, se lahko malo, prova implementirati v svoje življenje. Ja, ena stvar v smislu delavnic, če se z delavnice navežem najprej, je sigurno najprej ta, če rečem temu teorija, ampak je takoj poskušamo povezati s prakso. Kaj se to pomeni biomehanika za enega posameznika? Zdaj je tak primer, recimo, ta posameznik diha v trebuh, pa zdaj, če rečemo, da je to prstica, pa to menična kost, sramna kost, a bo zdaj ta posameznik dihal na ta način. Še bo hrbet utesneval na ta način, ko bo dihal v trebuh, če se predstavljaš. A bo ta posameznik znal dihati v bistvu v vse smeri. Tudi lahko se vidi, mislim, tudi na posnetku smo videli, če jaz začnem prsnico odmikati stran od medenice, se bo dejansko lahko videli, da se tudi v bistvu cel telo, če govorijo to, da je to pač nek model telesa, se cel telo razširi. In hkrati ustvarja tudi napetost v tkivih, kar pomeni feedback. Ker napetost, pozornost je načal vez. Feedback, povratna informacija. Veš, kje si dejansko. In to teorijo v smislu biomehanike takoj poskušamo preplesti z nekimi vajami, ki poskušamo iskati to. Da dihaš v vse smeri. Zdaj to najlažje narediti na ta način, včasih pomagam za tisto, ki pač nima pasu, ki lahko z elastiko pomagam, v bistvu lahko preprosto elastiko uporabim. Če se na posnetku vidi en izmed elastik, pač se lahko da okrog prsnega koša, predvsem okrog spodnjih reber, ti zategneš in takoj dobiš v bistvu. Se pravi, moraš širiti na vse strani, se pravi naprej, nazaj, levo, desno. Tako, da si začne čutiti nekako čim bolj vse smeri. Ker s tem pa dosežeš v bistvu, če govorijo tudi tukaj noter, kaj prepona, ustvarja pritisk v celotno medenico. V celotno medenico, v celotno telo, se pravi, dobivaš povratno informacijo iz celega telesa v smislu biomehanike, se pravi gibanja. Zdaj seveda tudi odvisno od posameznikove drže, to so že pač mogoče že malo naprej stvari od tega, ampak tudi če se da se prilagodijo, če bo nekdo, ne vem, že sključen, bo dejansko prepono, dejansko po sprednji strani ne bo mogel dihati v prepono. Dejansko bo zelo težko, veš, ko bo že v bistvu fiksiran po sprednji strani. Bo to težko razmikati, v bistvu bo težko ustvarjati prostor. To je že ena taka stvar, praktično lahko že to, se poskušamo takoj povezati, kako bi zdaj dihal v smislu biomehanike. Ko govorimo o biokemiji, je tukaj ta aspekt, ki se ga prej že malo načela, tu spet poskušamo iskati praktično potem stvari, tudi gledalci, poslušalci lahko na ta način govorijo, da iščejo spodnjo mejo, da bomo reči, umirjenosti dihanja. Ker tam se v bistvu šele delo začne. Ne takrat, ko bomo hiperventilirali. Hiperventilacija pomeni tudi lahko med govorom, ko pač govoriva dost, veliko zraka bom izdihnil. In ko bom jaz naredil, da bom v bistvu dihanje probo čim bolj zminimalizirati, da ne bo volumen več tak, ampak bo volumen minimalen, čim manj učiten na nek način. Z vidika tega je to plitko dihanje, tako ljudje smatrajo, večinoma smatrajo kot plitko dihanje, ampak ne gre za plitko dihanje v smislu biomehanike. Rekli smo navzdol, je še zmeraj globoko, ampak volumen je pa nizek. In to v smislu biokemije. Kaj se tukaj zgodi, to si lahko tudi gledalci in poslušalci tudi pogledajo, Borov efekt, dejansko takrat, ko bomo imeli več CO2 v sistemu, bo lažje v bistvu oksigenirati tkiva. Ker ne gre za to, koliko mi lahko kisika spravimo. To je ta zmota, ne, da je CO2, da je slab, oziroma da je nekaj odpadni plin. Se gre predvsem za ravnovesje, se ne hočemo da ne moramo CO2 tudi imeti. Ker pač CO2 dejansko pomaga, da se sploh kisik odcepi od hemoglobina. Da gre v bistvu lažje v tkiva. Dejansko večja oksigenacija v tkivih se zgodi, ko mi ratimo ena stvar bolj tolerantni na CO2, in če to poveževa s tistim testom, kar sem prej pokazal, Bolt test, dejansko višji, ko bo ta Bolt test, oziroma višji, ko bo rezultat Bolt testa, če si podeš 40, pomeni, da ti v štartu dihaš še bolj mirno. In če ti nekomu rečeš, da dihaj bolj mirno, je to za njega težko. Mislim, spravo, tehnično je to pravilno. To je, če nekomu rečeš, sprosti se. Ponovadi ne gre. Veš, ker ni aplikacije. Veliko se zgodi tako, kaj na mizi, s kom delam, na masažni mizi, da jim odvignem glavo, pa če hočem na mizo spustiti, pa rečem sprosti se, pa lahko roke umaknem, pa bom glavo še imel zmerno nad mizo. To ne funkcionira, da rečemo sprosti se ali pa dih je bolj mirno. Moramo dejansko izkusiti, kje je naša spodnja meja in tam gre začeti graditi dejansko. A imaš kakšno to mejo, ker nekje se omenja, da idealno naj bi bilo število vdihov, oziroma
čas med vdihi in izdihi omenja, da bi mohlo biti idealno tam nekje 5,5-6 sekund za vdih in na to za izdih, se pravi 5-6 sekund vdih, 5-6 sekund izdih. Teh 5-6 sekund še zmeraj pomeni samo ritem, Okay. ne pomeni volumna. Lahko je v bistvu to, to je lahko za začetek, oziroma lahko je ena taka zelo uporabna stvar tudi za umiritev pred spanjem, lahko je to v bistvu že vaja, če hoče kdo vajo imeti. Je lahko v bistvu vdihaš, ali pa 5,5, seveda dejansko 6 vdihov na minuto. Je lahko tako, da probaš čim nižji volumen, čim nižji volumen, spravo 4 enote vdih, 6 enot izdih. Zdaj govorimo o enotah, lahko so to sekunde seveda, ampak za nekoga bo sekunde pretežke. Tiskam, bolj nizek, to za nekaj težko, ko on je v bistvu zelo netoleranten na CO2 in bo veliko CO2 nastalo v sistemu in bo težko v bistvu že v štartu dihal. Tudi 4-6 ali pa 5,5, to pač težje štopati. 4-6 je lahko pa probaš čim nižji volumen ohraniti. In zdaj probaš najti, kje je tisto, kje lahko čim nižje dihaš. To pomeni, da iščeš nek spodnjo mejo in to v bistvu boljša vaja, bom rekel, če spet govorimo o vajah, kot pa neka hiperventilacija za večino ljudi. Bomo imeli veliko več koristi od tega. Hiperventiliramo že tako. Brez tega, zdaj ne vem, mislim, da v zadnjih letih imamo nekje, če govorimo o frekvenciji, ne vem, 25 vdihov ali še celo več. Idealno pa, ko se prej omenil, je nekje tam 6. Nekje 6, tako. In tukaj imaš pa spet rečne aplikacije. Mislim, to je kar jaz, ko sem prvič slišal to številko 6-krat na minuto samo, pač kar res, ko pomisliš, to je res malo, ne. Pač tudi, če nisi navajen, tako počasi dihati, kar te stisne, mislim, te malo stisne, ne. Tudi recimo, kadar si umirjen, je kdaj težko tako počasi dihati, če nisi navajen, ne. Pač prvič se tega lotevaš, ne. Ja, in ta biokemija, ko govori o drugem aspektu, tudi v kontekstu delavnice, ali kako zdaj to aplicirati, kot nek gledalec, poslušalec, ko lahko se aplicira, je potem zelo tesno prepletena, seveda z biomehaniko na eni strani, na drugi strani pa z ritmom. Ritem tudi, ko se rekla, veš, eno je tako nizko dihamo, eno je pa kakšen imamo ritem. Ritem je že 4-6. In lahko bi tukaj rekel, da se lahko izboljša tako oksigenacija za 20%, oziroma koliko kisika bomo že v pljuči. Dam en praktičen primer, recimo, da je potreba 6 litrov nekega vdihanega in izdihanega zraka, spravo neke ventilacije na minuto. Prav to je v bistvu, če imaš dve osebe, recimo, da ima tako reči osebo A in osebo B. In oseba A diha 6 vdihov na minuto. Spravo frekvenca je relativno počasna. Okay? Pa imaš osebo B, ki diha s frekvenco 12, spravo še enkrat več. Okay? Spravo imamo razliko v frekvenci najprej za začetek. Okay? Pa da ima reči, da je še zmer isti volumen, spravo. Ta želi 6 litrov, ta želi 6 litrov. Problem nastane, ker imamo tudi mrtvi prostor. Mrtvi prostor pomeni nosna votlina, grlo in tako naprej. Spravo, ni to prostor, v katerem lahko že izmenjaš kisik s krvjo. In dejansko tudi, če boš hitreje dihal, ne boš mogel nič kisika zamenjati s krvjo, ampak se bo dejansko mrtvi prostor polnil. Ta 12-krat napolni mrtvi prostor, ta pa sam 6-krat. In mrtvega prostora recimo tam 1,5 deci. Okay? 6-krat 1,5 deci, to nanese 900 ml. Okay? Če mi odšteva potem efektivno ta A oseba, dobi dejansko 5,1 litra zraka, oziroma kisika te reči v pljuča, dejansko 5,1 za njega. Okay, če gledamo na drugi strani tega, on je 20-krat napolnil mrtvi prostor. Okay? Spravo, ne več 900 ml, ampak 1,8. On dejansko v pljuča efektivno spravi 4,2 litra. Spravo 20% razlike oseba A, oseba B. Že samo s tem, kakšna je frekvenca, pa kakšen je bil volumen. Mislim, volumen, dajmo reči, da je isti. Začetek sam, če govorimo o frekvenci. Okay? Že kle dobimo 20% razlike. Okay? Kar ni malo za začetek. Tam spet, to je govorijo o tehnikalijah. Tako to dosežeš, te pa relativno težko, da znižaš v bistvu to je pa vaja potem, ne? To je pa vaja. In zdaj, kaj dobi tudi ta oseba, ko v bistvu, oziroma osebač, ko najprej oseba, kaj dobi ta oseba v primerjavi z osebo B boljš? Zdaj, ena stvar je oksigenacija, 20% več kisika v celicah, ne samo v pljučih, ker pljuče bi lahko rekel, da so skladišče. Tja pride pač kisik, oziroma CO2 se tudi pol izmenjuje, se tudi drugi plini, ni samo kisik, zdaj pač govorijo o 2 plinih za začetek. In začetek dobi ne samo to, spravo 20% boljše oksigenacije v tkivih, ampak dobiva tudi to, da njegova prepona, ko je tudi mišica, se 6-krat manj premakne. Kar pomeni v bistvu predvsem manj potrat energije. Recimo nek športnik, ne, če govorijo tudi borilnih športnikih, veš, on dejansko lažje na nogah ostane, oziroma ima občutek športnike, da jim noge vzame po domače. Ja, v bistvu je mišica kot mišica, ne? Več, ko jo boš raztehaval, oziroma več krvi uporabljaj. Tudi tole bo bolj zategnjena, ne? Več, ko te uporabiš, bolj bo zategnjena. Bolj, ko je zategnjena, manj boš dihal potem v preponu, ne? Je pole više cycle, da se hitreje preobremeni. Je ta krog, ne? Tako, hitreje v bistvu se zgodi neka preobremenitev v trebušni preponi.
dejansko ti lov nogo vzame, kot trebušne prepone oziroma dihanje, nekako primarno nadrejeno gibanju, bi lahko rekel. In bo tudi gibanje potem, tudi koordinacija bo ratala slabša. Se pravi, tudi recimo to je še dodaten aspekt, bo se oksigenacija boljša, prepona bo manj utrujena, ampak tudi koordinacija se bo takoj poslabšala. Nekdo, ki bo zadihan, pač prepona ne bo funkcionirala, se pravi, ne vem, vse težave s poškodbami tudi lahko nastane, se pravi, v smislu ohranjanja pritiska v trebušni votlini. Nekdo, ki je zadihan, bo prej staknil kakšno poškodbo. Ker koordinacija takoj avtomatsko slabša. Pač ni pritiska več v trebušni votlini. Dejansko rata mehek, po domače povedano. Prej pade, prej se spotakne, prej ne vem. Zanimivo, nekaj nikoli ne pomisliš na to povezavo. Ne?